Skratka, začela bi rada, tako kot ponavadi, pa če boste pač knjigo brali, tudi v knjigi začnem z anekdoto. Ampak bom začela z eno drugo anekdoto, ker jih je veliko, ki jih lahko uporabim za to, kar hočem povedati. Anekdota je sveta umetnosti in se je sicer zgodila leta 2021 jeseni in zelo dobro ponazarja v bistvu problematiko te knjige Delo umetnosti, ki jo imenujem Paradoks umetnosti. Zdaj, paradoks umetnosti je v bistvu v tem, da to, kar počnejo umetnice, ni priznano kot oblika dela in zato ni primerno plačano, socialno zaščiteno in nima zagotovljenih delavskih standardov. Se pravi, da je oblika nevidnega dela in več o tem bom v nadaljevanju povedala, zdaj pa k tej anekdoti. Skratka, jeseni leta 2021 so bili mediji v polnem zamahu o polemiki povezani z umetniškim delom, ki mu je bilo naslov Vzemi denar in zbeži oziroma Take the money and run, ki ga je naredil Jens Hanning, danski umetnik, in sicer ustvarjuje pa to delo v znak protesta proti slabim delovnim pogojem, v katerih je danski muzej organiziral razstavo z naslovom Work it out, ki se je ukvarjala paradoksalno s problemi dela v sodobnem kapitalizmu. No, in na tej razstavi je muzej želel pokazati dve Hanningovi umetnini. Ena je imela naslov Povprečni danski letni dohodek, druga pa Povprečni avstrijski letni dohodek. In ti dve umetnini sta natančno to, uokvirjena dejanska količina bankovcev, ki pač ali evrskih oziroma teh danskih kron. In umetnik in muzej sta se sprva pogovarjala, da bo muzej kril produkcijske stroške, zato da bo te umetnine pripravil za razstavo. Na koncu pa je muzej zahteval, da umetnik sam krije produkcijske stroške in muzej pa je pristal le na to, da bo nakazal denar, se pravi te bankovce, ki ne bi bili potem uokvirjeni v teh slikah. No, in glede na to, da je muzej od umetnika zahteval kot običajno, da sam plača svoje produkcijske stroške, je Hanning muzeju poslal novo umetniško delo, ki mu je naslov Vzemi denar in zbeži, in to umetniško delo sta dva prazna bela okvirja. In seveda je potem nastal cel medijski cirkus, ker je umetnik, kot so trdili mediji, denar obdržal, ukradel, si ga prisvojil oziroma pobegnil je z denarjem. Večina medijev se seveda ni ukvarjala z vprašanjem, se je ukvarjala predvsem s tem, kak veličasten trik in piarovska poteza je to bila, kaka super promocija za muzej. Praktično nihče pa ni razpravljal o dejanskih delovnih razmerah umetnika, in to ni bil srž razprav, in to ni bil srž razprav tudi med samimi umetniki. Ko sem namreč poslala skupinsko sporočilo, se pravi, pisala sem vsem tem umetnikom, ki so sodelovali na tej razstavi, in jih vprašala, ali načrtujejo solidarnostno akcijo v podporo svojemu kolegu oziroma a se jim zdi v redu, da se pač razstavnin oziroma honorarjev za razstavo ne plačuje, sem prejela od 18 umetnikov 2 odgovora. In noben od teh dveh ni bil zainteresiran za kako javno akcijo ali javno izjavo. No, tako. To je pač sam še en primer, ki bi ga lahko analizirala tudi v tej moji knjigi Delo umetnosti, zaradi tega, ker v bistvu podkrepi to mojo tezo, da delo, ki ga opravljajo umetniki, ni razumljeno kot delo in da hegemonij način razmišljanja o ustvarjanju in ustvarjalnosti in umetnosti nasprotujejo uveljavljanju delavskih standardov in ustreznemu plačevanju tovrstnega dela in to navkljub pogumnim protestom umetnic in umetnikov. Ti protesti seveda še zdaleč niso zgolj piarovski triki, ampak so dejanski materialni pogoji kulturnih delavcev v kapitalizmu. No, in moja knjiga je posvečena natančno tej problematiki. Je v bistvu rezultat mojega večletnega, praktičnega, raziskovalnega in političnega dela za boljše pogoje dela v polju kulturne produkcije. Obenem knjiga nadaljuje tudi in širi problematiko, ki sem jo obravnavala v tej knjigi, ki jo je Teja prej omenila, Paradoks neplačanega umetniškega dela, ki je šla pri Sofiji. V bistvu je pa cilj te moje knjige
v kateri razpravljam o umetnosti kot obliki nevidnega dela, da spremenim oziroma da kritično interveniram v teoretične diskurze o umetnosti kot tudi v samo kulturno politiko. In zdaj ta moja razprava v tej knjigi je zasnovana na 3 elementih. Se pravi, ena je to moje praktično, politično, kulturno-politično delo v kulturnem sektorju, druga je marksistično-feministična kritika reproduktivnega gospodinjskega dela, tretja je pa analiza zgodovinske izkušnje socializma. In zdaj, v bistvu, kar je mogoče posebno ali pa drugače od te obravnave umetniškega dela, je ta, da jaz v tej knjigi to delo obravnavam kot obliko izkoriščenega dela in kot tako v bistvu kritiziram vse te umetnostne, zgodovinske in druge kulturološke in druge znanstvene diskurze, ki pač o ustvarjalnosti in avtonomiji umetnosti gojijo drugačne vrste idej. In knjiga pravzaprav prinaša novo branje in kritiko avtonomije umetnosti kot meščanskega koncepta, ki odločilno prispeva k izbrisu dela s polja umetnosti in kulturne produkcije. In v knjigi pojasnim tudi, da je bila umetnost na Zahodu zgodovinsko vzpostavljena prav na izbrisu dela in na postuliranju avtonomije umetnosti kot tiste, ki loči umetnost od ekonomskih vidikov njene produkcije in s tem pravzaprav proizvede to nevidnost umetniškega dela. In ker se delo v umetnosti, kot veste, večkrat in bolj pogosto opredeljuje kot ustvarjalnost, se pravi, umetniki ne delajo, umetniki ustvarjajo, pomeni, da je v bistvu to delo esencializirano. Se pravi, ni razumljeno kot delo, ampak, in zato uporabljam to feministično kritiko nevidnega reproduktivnega dela, da pokažem, kako taka esencializacija definicije umetniškega dela v bistvu spremeni v polje oziroma teren za izkoriščanje. Poleg tega pa je feministična kritika pomembna tudi za mojo kritiko same avtonomije umetnosti, zaradi tega, ker v knjigi pokažem, da avtonomija umetnosti ni le spolno zaznamovan koncept, ampak da obenem zakriva razredna razmerja umetnosti, natančno s tem, ker ločuje umetnost od ekonomskih vidikov oziroma procesov in pač proizvaja to nevidnost. Zdaj, jaz bom predvidevala, da ste vsaj v grobem seznanjeni s to feministično kritiko gospodinjskega dela kot nepriznanega dela. Ne? Pa bom še malo pojasnila, tako da ne bo čist, kako se temu reče, tuje. Skratka, ta kritika feministična v bistvu gospodinjsko delo zastavlja kot eno temeljno obliko nevidnega dela in nevidno delo je v bistvu način oziroma oblika izkoriščanja dela, ki temelji na esencializaciji določenih vrst aktivnosti. No? Če preprosto povem, je to tako. Gospodinjsko delo ni delo, zaradi tega, ker ne bi ga ženske opravljale, ker je po svoji naravi, ne? Umetniško delo pa ni delo, zaradi tega, ker ne bi ga tudi umetniki upravljali po svoji naravi oziroma po svoji posebni ustvarjalni nadarjenosti. In ker je pač moj argument, da umetnik doživlja podobno vrsto nevidnosti svojega dela, kot pač se dogaja v gospodinjskem delu, sem se pač odločila narediti primerjavo med temi dvemi deli. Ampak tako kot gospodinjsko delo, ki je bilo zgodovinsko in družbeno konstruirano kot naravni atribut ženskih subjektov oziroma kot delo iz ljubezni, tako je bilo tudi delo umetnosti zgodovinsko redefinirano kot utelešena izvirno ustvarjalna sposobnost oziroma genialnost oziroma prirojena nadarjenost. To se je dogajalo zlasti tam v 18. stoletju, ta razcep. In v obeh primerih v bistvu pride do tega, da določene veščine postanejo esencializirane, razglašene za prirojene ali so pa kulturno konstruirane kot naravne in prirojene in ne bi pač izhajali iz našega bistva, ne da se jih naučiti, ne, so prirojene in zato tudi tako gospodinjsko kot umetniško delo velikokrat nista opredeljena kot delo. In zdaj, medtem ko marksističnim feministkam v bistvu dolgujemo demistifikacijo
tega načela esencializacije, ki gospodinjsko delo spremeni v nedelo in postane oporišče izkoriščanja in zatiranja žensk v kapitalizmu, pa diskurza estetike in teorije umetnosti še vedno nekritično ohranjata idejo o umetniški praksi kot nedelu oziroma ustvarjalnosti, s čimer v bistvu reproducira to esencializacijo in brišeta delo. In zdaj, medtem ko ena oblika nevidnosti prikliče drugo in so v bistvu vzporednice med gospodinjskim pa umetniškim delom osupljive in očitne, je pa v bistvu ta primerjava med gospodinjskim in umetniškim delom zanimiva tudi z vidika razlik. Se pravi, ker razkriva prav to paradoksalnost umetniškega dela. Zdaj, recimo, če jaz rečem, da umetnost ni priznano kot delo, bo mogoče kdo med vami rekel, ja, seveda, da ne, ker to ni delo. Medtem ko pa, če vam bom pa rekla, da gospodinjsko delo ni priznano delo, boste pa mogoče rekla, ja, pa res, to pa res je delo, pa še soperno je, Skratka, če smo kritični do neplačanega gospodinjskega dela, ima to v bistvu tudi emancipatorne učinke, medtem ko se pa pri umetnosti zaplete prav zato, ker če umetnost razglasimo za delo oziroma umetnice začnemo obravnavati kot delavke, potem jim vzamemo edino nagrado, ki jo pogosto dobijo. To je pa občudovanje njihove ustvarjalnosti oziroma genialnosti. Pa smo tam. Z drugimi besedami, ta esencializacija je v primeru umetniškega dela pozitivna, za razliko od gospodinjskega dela. Umetniško delo definira kot prirojeno sposobnost ustvarjanja in ne kot obliko dela, ampak ravno s tem esencializacija legitimira nevidnost dela na način, ki ima za same kulturne delavke bistveno hujše posledice, kot pa v primeru neplačanega gospodinjskega dela, bi jaz trdila, oziroma si upam trditi. Natančno ta pozitivna lastnost ustvarjalnosti, povezana z esencializmom, ki ohranja drugačnost in izjemno naravo vsakega umetnika, v bistvu pripelje do tega, da otežuje upor in spreminjanje pogojev dela umetnosti. Omogoča, da nam je lažje sprejemati neplačano delo umetnosti, zaradi tega, ker pač s tem izživljamo svojo ustvarjalnost in podobne mistifikacije. Skratka, razumevanje umetnosti kot nevidnega dela nam daje vpogled v same mehanizme, ki še danes pogajajo ekonomsko izkoriščanje dela umetnic, in nenazadnje pa pogled na umetniško delo kot obliko nevidnega dela nam pomaga razumeti umetniško delo in njegovo slabo plačano stanje kot politično vprašanje, se pravi kot prizorišče boja za delavske pravice kulturnih delavcev, in v tem smislu se mi zdi pač ta marksistična feministična analiza, ki jo uporabljam sama, nujno taktično orodje za demistifikacijo in rada pol parafraziram, ne vem, kako dobro bo to zvenelo v slovenščini, da oni temu pravijo ustvarjalnost, mi pa temu pravimo izkoriščanje ali pa neplačano delo. Skratka, in zdaj celo prvo in drugo poglavje moje knjige sta posvečena temu vprašanju, ampak, to bi še zdaj, upam, da imam še malo časa, rada povedala še pač, da v bistvu pa je ključ celega tega mojega argumenta in te razprave, oziroma odskočna deska, kot jo imenujem v knjigi, pa v bistvu zgodovina transformacije umetniškega dela v nevidno delo v socialistični Jugoslaviji. In zato je tudi moja knjiga pomemben prispevek k raziskovanju socialistične zgodovine in pa političnega potenciala, ki ga ta zgodovina jugoslovanskega socializma nosi tudi za našo sedanjost. Zdaj, knjiga v bistvu v 3 naslednjih poglavjih analizira družbeno-ekonomski kontekst, v katerem je prišlo do vzpona jugoslovanskih kulturnih delavk in tudi do razlogov, ki so privedli do njihove transformacije v socialistične podjetnice. Zdaj, kontekst socialistične Jugoslavije je pomemben zaradi paradoksalnega statusa, ki ga je umetniško delo imelo v zgodovini te države, kajti umetniško delo v Jugoslaviji je bilo plačano in je vključevalo socialne in delavske standarde,
ampak to je bilo značilno tudi za nekatere druge socialistične države, se pravi, v tem Jugoslavija ni bila tako posebna. Ampak, ker je bila Jugoslavija pozicionirana med oba bloka hladne vojne, se pravi, da ni bila stalinistična kot ZSSR, Zveza socialističnih sovjetskih republik, niti kapitalistična kot ZDA, je njena ideološka umestnost zagotovila ustrezen kontekst za razvoj nekega idiosinkratične oblike socializma, se pravi samoupravnega socializma. In v tem samoupravnem socializmu je umetnost uspevala tako kot plačana ustvarjalna praksa za umetnike in tudi za splošno populacijo, se pravi, da je bila dostopna tudi širši publiki. In v knjigi opisujem v bistvu faze politične ekonomije in obdobja kulturnih politik v Jugoslaviji, ki so v bistvu privedle do institucionalizacije umetniškega dela kot dela in pa potem na kak način se je to razgradilo. In zdaj ta delavska politika jugoslovanskega samoupravljanja je v bistvu nasprotovala tradicionalni institucionalizaciji umetnosti in sicer tako, da je zaščitila umetnost kot delo, obenem pa je podpirala umetnost kot izjemno vrsto dela v avtonomni sferi umetnosti. In kot pojasnim, se je v prvi polovici obstoja Jugoslavije vzpostavila ta socialistična institucija umetnosti, v kateri so ideje avtonomiji umetnosti sobivale z idejo umetniškega dela kot dela. In to v bistvu tudi pojasnjuje, zakaj je bil jugoslovanski razvoj produkcijskega modela za umetnost in kulturo edinstven, pa tudi kako je bil povezan v bistvu z zahodnimi filozofskimi tradicijami, ki so vplivale na razumevanje umetnosti in umetniškega dela. In zdaj, medtem ko v prvi polovici obstoja Jugoslavije skoraj ni bilo izkoriščanja kulturnih delavk zaradi zajamčenih minimalnih honorarjev, socialne zaščite, se je pa to začelo spreminjati zrasti v drugi polovici obstoja socialistične Jugoslavije in še posebej v 80-ih letih. In 3 poglavja pač te moje knjige so temu posvečena. Zdaj bom tle na hitro orisala samo zaključno fazo, kaj se je zgodilo pravzaprav. Ker v zadnjem desetletju jugoslovanskega socializma je jezik samoupravljanja pravzaprav služil kot fasada za neoliberalne politike in kulturne delavke, čeprav so se še vedno tako imenovale, so se pravzaprav že takrat spremenile v te samooskrbne, samoupravne in samoodgovorne socialistične podjetnice. In ta preobrazba se meni zdi danes ključna za razumevanje našega sedanjega neoliberalnega trenutka in tudi zakaj je zgodovina te socialistične Jugoslavije pomembna pri tem, ko iščemo rešitve za naprej. Kar je zanimivo namreč v jugoslovanskem primeru je, da se najprej ni poslabšalo samo plačilo za delo, ampak prav ideja, da so umetnice delavke, zaradi česar jim je bilo potem enostavneje vzeti delavske standarde in socialno zaščito. In medtem, ko je jugoslovanska kulturna politika v zgodnjih fazah socializma ščitila kulturne delavke in njihove socialne in delavske standarde, pa so spremembe ekonomske politike v 70-ih letih prejšnjega stoletja to spremenile. Prišlo je namreč do poudarjene tržne logike in tudi do poveličevanja ideje umetnosti kot področja svobode in ustvarjalnosti. In ta ideologija je tako kot drugje po svetu omogočila lažje ločevanje umetnic kot delavk od umetnic kot ustvarjalnih posameznic, s čimer je pa seveda prišlo tudi do prestrukturiranja njihovih razmer za delo. In te razmere za delo niso več temeljile na blaginji, na socialni varnosti in delavskih standardih, ampak so se nagibale k modelom samozaposlovanja, s čimer so kulturne delavke spremenili v te socialistične podjetnice, to, kar pač poznamo tudi danes. Čeprav se imenujejo samozaposleni v kulturi, so pravzaprav obravnavani kot samostojni podjetniki oziroma razlik med tema dvema statusema pravzaprav ni. In v tem procesu pač razpravljam, ker je mistifikacija umetniškega dela v socializmu, zlasti v zadnjem desetletju, razkriva to protislovje, se pravi, ki je bilo prisotno v jugoslovanskem socializmu. In sicer je ta jugoslovanski socializem na nek način reproduciral, podkrepil in sčasoma tudi obnovil ideologijo zahodne meščanske estetike in filozofskih tradicij. In eden od razlogov, zakaj je do tega prišlo, je pa zdaj tudi ta, da so sami umetniki povojnih generacij, zelo redkimi izjemami, ki jih obravnavamo v tej knjigi, sebe dojemali kot ustvarjalce in ne kot delavce.
In zato je bilo spet njihove ekonomske in delavske pravice lažje ločiti od zaslug in odlik njihove ustvarjalnosti. In ta ločitev med delom in odlikami za ustvarjalnost je pravzaprav umetniško delo ponovno spremenila nazaj v nevidno delo in s tem je tudi propadla ta ideja o umetnici kot o kulturni delavki. In zdaj knjiga pač ponuja poglobljeno analizo dveh primerov, se pravi dveh, ki sem jih našla, če je še kak, bom z veseljem ga še tega dala not, ampak mislim, da ga ni. Prvi primer je Goran Đorđević in njegov poziv k stavki umetnikov, oziroma širše, nasploh njegovo delo, se mi zdi še dan zelo relevantno, ker je bil zelo dober kritik genialnosti umetnika in tem, kako on temu pravi, da je umetnik psevdosubjekt. Drug primer, ki ga obravnavam, je pa umetniška pogodba, ki so jo pa zasnovali Dalibor Martini, Sanja Iveković in drugi v delovni skupnosti umetnikov Podrum v Zagrebu. Ta umetniška pogodba, mislim, da bi tudi danes bila še zelo uporabna, pa je nihče ne uporablja. To mi je potrdil tudi Dalibor Martini, da se v bistvu ta pogodba že takrat niso jo hoteli uporabljati, danes pa še manj. No, skratka, kljub vsem tem pobudam, ki so bile kritične do umetnosti, so se v jugoslovanskem socializmu, so bile te problemi delovnih pogojev pravzaprav v 80-ih letih v socialistični Jugoslaviji marginalizirani. Namesto tega so se pojavile nove prioritete, ki jih pa zasledimo zlasti v idealih vzpostavitve civilne družbe v socializmu. In to so pa zlasti spodbujala gibanja, ki jih poznamo kot alternativa 80-ih let. Alternativa čemu je pa seveda ključno vprašanje, na katerega še danes nismo dobili odgovora. Alternativa 80-ih let je namreč kritizirala zatiravsko ideologijo socialističnega samoupravljanja in represivne aparate, pri čemer pa je pozabila na funkcijo države za to skupno družbeno reprodukcijo, se pravi brezplačno šolstvo, zdravstvo in tako naprej. In pač v knjigi poudarjam in razvijam tezo, da se pravzaprav ta generacija ni zavedala, da problem ni preveč samoupravnega socializma, ampak premalo. No, in o tej dinamiki 80-ih let razpravljam z dveh zornih kotov, ki v bistvu oba sledita procesu preobrazbe teh kulturnih delavk v socialistične podjetnice. V bistvu en del predstavlja to razgradnjo kulturne politike dela in zakonodaje, ki pa je potekala z drugim procesom, to je s kritiko te socialistične ideologije, in skupaj pač sta ta dva procesa zasadila seme za razrast neoliberalnih politik po razpadu Jugoslavije. Zdaj, v zaključnem delu knjige razmišljam pa potem predvsem o procesu razlastitve delavskih pravic umetnic in porastu neenakosti med kulturnimi delavkami po razpadu Jugoslavije in na kak način je v bistvu neoliberalna ideologija ločila umetnost od dela oziroma ustvarjalnost od dela in je zato uporabila natančno te esencializirane pojme ustvarjalnosti, pri čemer pa sta ji bila zelo dragocena pomočnika in asistenta prav avtonomija umetnosti in ideja o ustvarjanju. In zato potem pač v zaključku knjige govorim tudi še in premišljujem o vrnitvi nevidnega dela v to postjugoslovansko dobo, v kateri živimo, in o posledicah in razgradnje raznoraznih mehanizmov socialne varnosti, ki so bili na voljo tako ustvarjalcem, kulturnim delavcem in drugim. Skratka, bom zaključila. Delo umetnosti poudarja, da če umetniško delo prepoznamo kot delo, da to postane strateško politično orodje, ki lahko kulturnim delavkam pomaga zahtevati in se boriti za delavske standarde in za plačilo njihovega dela in da to kljub velikemu nasprotovanju marsikoga ničesar ne odvzame odličnosti njihovega dela. In zaradi tega, ker mene zmeraj zanima, če mi nekdo lahko potem razloži, zakaj umetnost ni delo, zakaj ga ne moramo osmisliti kot delo, kaj izgubimo, če o ustvarjalnosti govorimo kot o obliki dela. In to so v bistvu vprašanja, ki me še do danes v bistvu na nek način ženejo
ne samo zato, da pišem te knjige, ampak tudi zato, da pravzaprav želim spodbujati iskanje rešitev in pač v bistvu razvozlavanje te paradoksalne, ampak izkoriščevalske narave umetniškega dela. Tako da, evo. Hvala, Katja. Preden nadaljujemo z debato, bi jaz predstavila še Julija Borštnika in pa Tejo Jarc na kratko in bom začela kar z Julijem. Julij Borštnik je kipar, podiplomski študent filozofije ter učitelj kiparstva, risanja, slikanja in pa animacije. V svoji umetniški praksi raziskuje prevladujoče ekonomske procese in možnosti za spremembe. Recimo v ciklu Osnovni gradniki logike je obravnaval procese ustvarjanja, krojenja in pretoka vrednosti, v ciklu Fazni prehodi pa prehod iz ene dominantne družbene logike v novo. S soavtorjem Abelom Heykampom je ustvaril naredil tudi dokumentarni film Prihodnost dela Alles Flex, v katerem obravnavata oziroma raziskujeta posledice hkratne fleksibilizacije dela in pa tudi stanovanjske politike na Nizozemskem. Julij je sodeloval tudi pri ustanovitvi rezidenčnega centra Art Središče na Goričkem in pa rezidenčnega ateljeja Azil na Metelkovi in pa tudi likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica. Lani in letos je na Radiu Študent soustvarjal oddajo Odprto delovišče o pogojih dela in socialnem položaju delavstva v Sloveniji. Trenutno pa s Katjo Oblak razstavlja v Mestni galeriji Nova Gorica. Zdaj pa še na kratko o Teji Jarc, ki je z nami nadaljavo in upam, da nas v redu slišiš. Ja, super. Teja Jarc je aktivistka in sindikalistka. Med letoma 2017 in 2023 je bila predsednica sindikata Mladi Plus, to je sindikata študentov, dijakov, mladih brezposelnih in pa mladih prekarnih delavk in delavcev. Ta sindikat se posveča izboljševanju položaja mladih na trgu dela, zadnja leta pa tudi organiziranju platformnih delavcev. Bila je tudi članica izvršnega odbora Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer se je ukvarjala s prihodnostjo dela, atipičnimi oblikami dela in pa enakimi zaposlitvenimi možnostmi. Med letoma 2019 in 2022 je predsedovala Mladinskemu odboru Evropske konfederacije sindikatov, maja letos pa je bila izvoljena za konfederalno sekretarko te iste Evropske konfederacije sindikatov. V njenem okviru pokriva področja kolektivnih pogajanj, evropske minimalne plače in politike zaposlovanja, še vedno pa se ukvarja tudi z atipičnimi oblikami dela, še posebej med mladimi. In nenazadnje velja omeniti, da je bila med letoma 2020 in 2022 aktivna tudi v kolesarskem protestniškem gibanju in pa kasneje v iniciativi Glas ljudstva. Tako, zdaj se bom pa tudi jaz usedla. Začela bom s tabo, Katja, z vprašanji in sicer s tistimi, zdaj že lahko rečemo, kar zelo znanimi ali pa celo znamenitimi, zelo glasnimi rezultati Polygonove raziskave, ki se je zaključila z vprašalnikom iz leta 2022, se pravi lani. In tista raziskava je pokazala, da so se socialne razlike v Sloveniji zaostrile do te mere, da dan danes samo še 15% kulturnih delavk prihaja iz slabše ali pa zelo slabo preskrbljene družine. In hkrati je ta raziskava tudi pokazala, da kar 4/5 kulturnih delavk za svoje zadnje sodelovanje z javnim kulturnim zavodom niso bile plačane ali pa so plačilo ocenile kot slabo ali zelo slabo. Zdaj vprašanje, kdo si lahko privošči delati v takšnih razmerah in koliko časa še, je retorično.
Zato ponavljam tisto vprašanje, ki so si ga že umetniki v Jugoslaviji nekateri zastavljali, ali bi morale te in pa tudi boljše preskrbljene kulturne delavke in delavci stavkati. No, ker sem jaz, Teja mi je poslala vprašanja in ker sem že toliko govorila, lahko odgovorim z enim videom, pa bi Vid ti pomagal, da ga pokažem. Namesto mojega odgovora, če bi kulturne delavke ne stavkale, bom za štos najprej pokazala vam en video. Ampak bomo probali tako narediti, da boš tudi Teja ti videla. Je to možno? Da daš na share? Meni je, nemoj da se ljutiš, meni je to sjajna ponuda, divno, ali ja nisam navikla da radim za pare velike. Ja sam navikla da radim za džabe, ja sam iz kulturne elite. Razumeš? Znači ja sam od uvek bila Vukovac, znaš, celog života smo jeli leba i jaleve paprike, moje celo društvo, mi smo svi živjeli u kartonskim kutijama. Pa da, ja sam prvi put sela u kola sa 28 godina i to slučajno, jer sam stopirala. Znaš, nisam ja kad vidim, kad uđem u zgradu koja ima staklene prozore, mene je to šok, ja dobijem šok, budem u šoku, kulturološki šok doživim. Znaš, ja sam odrasla u naselju u kartonskim kutijama, ali sam imala čitalačku značku, Vukovac sam bila, tako da ne mogu ja to kad mi ponude da radim za pare, meni to jako me potrese i imam osjećaj da ću da izdam sve svoje prijatelje iz kulturne elite. Ja volim da spavam na kartonima i da radim za džabe. Znaš, tako ti je to kad... Moja kolegica iz Zagreba mi je enkrat poslala ta video, pa ga še nisem uspela nikoli uporabiti. Danes se mi je zdela pa idealna priložnost. No. Skratka, bom še odgovorila. No. Jaz mislim, da je ključni problem glede tega, če bi kulturne delavke ne stavkale, v tem, da o percepciji njih kot delavk. Ne. Zapravo, stavkaš lahko pod pogojem, da se razumeš kot delavko. Če pa se ne razumeš, pa še je korakov naprej, ampak to bi bil osnovni pogoj. Prav. Jaz še zmeraj romantiziram tisti kulturni molk v času druge svetovne vojne, ampak najbrž se ne da na ta način uprizoriti stavke danes. Že v sami knjigi, pa tudi danes si govorila o tem, da je pač ena velika težava za povezovanje in sindikalno skupno delovanje znotraj področja kulture oziroma umetnosti. Prvič ta mistifikacija ustvarjalnosti kot nevidnega dela iz ljubezni. In pa tudi siljenje kulturnih delavk v status podjetnic in samo percepcijo kot podjetnice, ki seveda namesto solidarnosti spodbuja individualnost, tekmovalnost in tako naprej in izjemnost tudi konec koncev. Ne? In zdaj ti hkrati praviš, da se da to samo percipirano in odzunaj tudi pripisano nevidnost in hkrati tudi to izjemnost dela v kulturi oziroma umetniškega dela uporabiti za organiziranje, da nam to nudi neke nove ali pa drugačne taktike za povezovanje, delovanje, pritisk, izvajanje pritiska skupaj. A lahko, prosim, to pojasniš? Kako, hudiča? Jaz tako mislim, da je res največji problem je v tem, da to, kar sem prej govorila, ta pozitivna percepcija ustvarjalnosti. Ne? Se pravi, rajš rečemo, da ustvarjamo kot delamo, zaradi tega, ker ima to neko dodano vrednost. Ne? Ali pa imamo občutek, da se upiramo kapitalizmu, imamo občutek, da počnemo nekaj, kar nam veliko pomeni, da se lahko izražamo in podobno. Ne? Ampak cel čas, ko to trdimo, pozabljamo, da živimo v kapitalizmu. V kapitalizmu pa večina nas mora delati za to, da preživimo. In torej, nihče se ni, in to piše tudi Silvia Federici, nihče se še ni emancipiral tako, da je svoje delo zastonj podeljeval kapitalu. In tle noter mislim, da imajo pač umetniki problem. Zakaj to počnejo?
In kje je ta barijera, jaz mislim, da bom si to do konca življenja, mogoče pa ne bom do konca življenja na to poskušala odgovoriti, ampak tle se mi zdi ključni problem, ne, da v bistvu pustimo to izjemnost, ki je pomembna, zaradi tega, ker je pravzaprav preveč, kako bi rekla, to je nek pojem, ki je po moje tako zmuzljiv, da je bolj pomembno, da se prepoznamo kot delavci, tisti, ki delamo v kulturi, zato da lahko si zagotovimo neke osnovne pogoje za plačevanje, za delavske standarde, socialne zaščite in tako naprej, ne. In se mi zdi pač, da ljudje to, mislim, da tega nočejo povezati, oziroma da se preveč poudarja problem ustvarjalnosti, izjemnosti in posebnosti umetnosti na račun tega, da je pa to še vedno delo, oziroma da ni nujno, da bi to bilo delo, ampak da enostavno živimo v kapitalističnih parametrih in da znotraj tega na tak način ni ravno produktivno razmišljati, oziroma še več, ne samo, da ni produktivno, tako lahko razmišljajo samo tisti, ki so ekonomsko preskrbljeni. Zato jih je pa samo 15% iz nižje preskrbljenih slojev. Pa še manj jih bo, če bo tako šlo naprej. Se pravi, ne da se te nevidnosti uporabiti v sindikalne namene, razen če si jo priznaš in se posledično definiraš kot delavka, delavec. Mislim, jaz bi rekla, da če nevidnost razumemo, tako kot jo pač feministke tudi definirajo, se pravi, nevidnost je v bistvu način izkoriščanja, ne. Se pravi, ko ti eno delo narediš za nevidno, pa takih del je več, ni to samo umetnost, mu v bistvu odzameš teren za to, da se pač pravzaprav tle začne nek politični boj, ne. Nevidnost je pomembno priznati, ampak obenem izkoristiti strateškost tega, da je pa to še vedno delo. Tako nekako. Okay. Zdaj imam pa vprašanje za Tejo, ki se specifično ne posvečaš področju umetnosti in kulture, se pa dobro poznaš atipične oblike dela na najrazličnejših področjih, v najrazličnejših sektorjih in me zanima, če vidiš tukaj kakšne paralele, tako v smislu pač tega samo percepcije teh delavk in delavcev kot nevidnih in pa tudi mogoče z tega bolj taktičnega vidika, kateri načini povezovanja so se izkazali za uspešne ali pa dokaj uspešne. Ja, najprej en lep pozdrav iz Bruslja in najlepša hvala, da ste me sploh povabili zraven. Izjemno zanimiva debata in čestitke ob izdaji knjige. Ja, torej, jaz težko seveda govorim z percepcije kulturne delavke, ker to seveda nisem, ampak ja, se mi zdi seveda težko že kot predpogoj torej izhajati iz tega, če so torej te delavke, umetnice, torej ja, če se umetnice sploh ne vidijo kot delavke, potem verjamem, da je seveda težko pač preskočiti v bistvu nek pač boj za delavske pravice. Po drugi strani se pa bojim, da tudi, ko se torej te umetnice, delavke prepoznajo kot delavke, je pa potem seveda nadaljevanje boja, ker seveda ni nujno, da ta sistem, da ta družba, ta kapitalizem, v katerem živimo, to, kar one ustvarijo, prepozna kot delo. Ker seveda, če smo v kapitalizmu, se največkrat seveda gleda za tisto, kar je pač dobičko odnosno. In je torej potem seveda naslednje vprašanje, kako je bilo to delo sploh ovrednoteno, kako je bilo že pač povedano, kakšni so potem sploh honorarji, kakšne so sploh možnosti za boj, za boljše plače, za boljše delovne pogoje, pa seveda za vse delavske in socialne pravice. In tukaj mislim, da pride zelo velik paralel, torej pač ja, z ostalimi prekarnimi oblikami dela in tudi seveda z ostalimi poklici. Zdaj prekarnost seveda, če je včasih predvsem res veljala, da se razširja med temi bolj svobodnjaškimi poklici, med freelancerji ali pa mogoče med novinarji, vidimo že zadnjih zelo veliko let, da temu ni več tako, da se je prekarnost razširila praktično med vse panoge, v vse različne sektorje in da če je včasih veljala predvsem za mlade, ki so bili malo bolj fleksibilni, ki so bili nekaj časa tudi pripravljeni malo bolj potrpeti, delati seveda ja, prek različnih oblik dela ali študentskega dela ali SP ali pa celo na črno, vidimo, da se prekarnost širja torej tudi na druge starostne skupine in da so v bistvu na splošno delavski in socialni standardi nekako krhajo. Tako da ja, v bistvu z tega vidika vidimo seveda ja, tudi pač recimo
Težko bi sicer primerjala, da gre za enako, ampak recimo jaz se zelo veliko tudi ukvarjam s platformnim delom ali pa tudi na sindikatu Mladi plus smo se, ne. Tukaj gre torej v bistvu pač spet za to neko idejo, da so to neki samozaposleni ljudje, ki nimajo osnovnih delavskih in socialnih pravic, da so celo podjetniki, pri čemer pač je to odličen primer, ker seveda na teh fantih, mladih, ki dostavljajo hrano, ni popolnoma nič podjetniškega, ker se popolnoma nič ne odločajo sami, algoritem jih pač pošlje do tiste restauracije in točno do naslova in jim še celo odmer, po kateri poti morajo iti in koliko časa imajo za to. Ampak jaz mislim, da vse to v bistvu pač res kaže na ta nek splošen odnos do dela, na to željo po vedno več izkrivljanja pravic, po fleksibilizaciji trga dela, potem, da v bistvu pač neoliberalni kapitalizem vedno išče nove načine izkoriščanja. In kultura je nažalost tista, ki je velikokrat spregledana, tudi zaradi pač njenega položaja, seveda zaradi tega, ker se smatra, da to pač počnejo ljudje iz ljubezni in zato mogoče ni sploh smiselno se pogovarjati o nekem dostojnem plačilu. In pa z vidika tega, ker pač je res njena dodana vrednost v družbi merjena drugače, torej ne preko samo pač finančnih oziroma dobičkonosnih vzvodov, ampak ima seveda nek drug položaj v družbi. In v kapitalističnem sistemu se mi zdi, da so vse te zadeve pač poskušajo vedno bolj potiskati na stran. Zdaj mogoče načini organiziranja, jaz seveda absolutno vedno podpiram stavko, mislim pa, da je bil v Sloveniji največji premik res narejen s tem, da so se kulturne delavke in delavci povezali med sabo in da je bil ustanovljen sindikat Zasuk. Jaz mislim, da je bilo to revolucionarno, da je bilo to res pomemben premik naprej in v bistvu vsi načrti Zasuka, ki ga tudi spremljam z velikim občudovanjem, v bistvu utirajo pot k temu, da se torej položaj kulturnih delavk in delavcev izboljša, da se to seveda tudi pravno formalno uredi in mislim, da to v bistvu potem pač odpira tudi mogoče večje zavedanje vseh teh kulturnih delavk, da se bodo lažje identificirale kot delavke, ker je očitno pač to res ta nek prvi predpogoj mogoče za nek organiziran kolektivni sindikalni boj. Hvala, Teja. Kar nekaj vprašanj imam tudi vezanih na dejavnosti Zasuka, vključno s prizadevanji za kolektivno pogodbo z Ministrstvom za kulturo, ampak predtem bi še malo ostala pri tem razmerju mistifikacija, avtonomija in bi imela vprašanje zate na to temo, Julij, ker se recimo si v pripravah na ta pogovor, recimo mi je bilo zanimivo, da si rekel, da mistifikacija umetniškega dela škoduje nam, delavkam, delavcem v kulturi, po drugi strani pa tudi do neke mere podpira avtonomijo delovnih procesov, v katerih smo oziroma v katerih nastajajo te umetnine. In me zanima, če lahko to razložiš v bistvu, kako lahko ta mistifikacija tudi koristi našim delovnim procesom in kako handlaš s tem protislovjem na nek način. Najprej lep pozdrav vsem, pa čestitke za knjigo in hvala za vabilo. Mislim, to, kar je Teja, bi se še malo navezal, no, pač tako, če zgodovinsko gledamo, je res nekako tako kaže, da je, rečemo temu, umetniške delavke, da so kot neka avantgarda, v smislu predhodnica prekarizacije, ki se potem v 90-ih naprej, mislim v 80-ih je bilo to že na tej panogi povsem običajno, od 90-ih naprej pa se je razširilo zelo na široko in tudi, mislim tudi recimo gibanje za dostojno delo ali pa tudi iz osebnih izkušenj, ampak tako ne samo iz mojih, iz širšega kroga ljudi, ki se je to ukvarjali, zato tudi jaz mislim s to problematiko je ta neka frustracija v smislu, da se veliko prekarcev, ki nikakor ni nujno, da so pač kakorkoli iz nekih kulturnih območja, da se identificira v smislu, jaz pa nisem navaden delavec ali pa delavka, ampak sem pač nekaj v smislu upstart, podjetnik, nekaj tako, ne.
Tako da hočem reči, to je malo širše. Pa se spomnim še na ta, ste gledali Siko od Michael Moore, ne, tam je, ko je pilot pristal na Hudson, ko so motori crknili, in potem so ga senat poklicali, pilota, ne, kot heroja, pa je izkoristil, da je pač opozoril na to, da veliko pilotov je toliko slabo plačanih, da morajo pol še zraven delati, pa hoditi na food stamps, pa tako. In pol jih Michael Moore vpraša, ampak zakaj, ne, zakaj pa pol letite, če je toliko slabo plačan, pa so oni rekli, ja, mi res radi letimo, ne. Tako da, hočem reči, ja, kjerkoli se ta neka ljubezen užge, ne, se to da tudi izkoristiti za izkoriščanje. Ok, zdaj pa k tvojemu vprašanju. Ja, moja poanta je ta, pač tukaj sem prosil za tablo in zdaj imam tablo in lahko, ne sem kipar, umetnik vizualni, si rad pomagam z vizualnim. In sicer, ne, pač, ok, niti kapitalizem, ne, pa jaz bi šel malo, niti ni nujno kapitalizem, ampak rečemo temu, ta nek model mezdno, imaš dajalec, ne, in potem imaš pač delavka, rečemo, ki pač daje, ne, delovno silo, ne. In kaj hočem reči? Ja, da se, to je delovni proces, ne, gre za vprašanje, kdo ima zdaj nadzor nad delovnim procesom in to je, ne, pač ta sam model ta mezdnega razmerja je delavka, se odpove nadzoru, v celoti odpove nadzoru na delovno silo, pa to ni nujno samo kapitalizmu, ne. Se v Sovjetski zvezi recimo ni bilo nič drugače, v Jugoslaviji tudi ne do pač, ok, se pa do 50-ih recimo je bilo to še čisto tako, ne, ok, z samoupravljanjem je to potem se malo bolj kompleksno ratalo. Ampak se pravi, tukaj je, takoj ko vstopimo v ta model, ne, se odpovemo v bistvu, pač tukaj ni več, ne, nadzora nad delovnim procesom. Zdaj tukaj pa odvisno, tukaj pa odvisno, v katerem modelu smo, ne, recimo v tem nekaj keynesijanskem, rednega dela imamo tukaj, mislim, dobimo neko dobro kompenzacijo, neko varnost, zdaj, če se gibljamo bolj proti, ja, rečemo postmodernemu kapitalizmu, ali pa tudi pred keynesijanskemu, pa nimamo, ne. Ampak moja poanta je, da kar bi si vsi morali prizadevati kot delavke, je, da imamo oboje, ne, da imamo to in to, se pravi, da imamo nadzor nad delovnim procesom, se pravi neko soodločanje, in to je neka tudi bila osnovna ideja samoupravljanja, in da imamo pač polno kompenzacijo v smislu vse skupaj od rednega zaslužka, neke varnosti, pač šolstva, zdravstva in tako naprej. Tako da, in tisto, kar je moje to, kar si pač če odgovarjam zdaj na tvoje vprašanje, vseeno umetnost ima neko to, jaz se čisto strinjam, da absolutno pač s to tezo, da se ne smemo pač, mislim, da je to, mi smo umetniki, pač ravno tako imamo svoje delovno silo in njo vlagamo v umetniška dela in rabimo pač se reproducirati kot delovna sila, ne, tako kot pač vsaka delovna sila in to sploh ni debate, ne vem, pač vse ostalo je totalno naivno, seveda za delovne standarde se moramo boriti. In jaz bi z veseljem imel redno zaposlitev, neko to varnost, v kakršnikoli obliki, samo da je, ki je zdaj nimam, ampak ja, vseeno v umetnosti je nekaj več, to ni nek pač Eldorado, ampak vseeno je nekaj več pač tega nadzora nad delovnim procesom, ne, prepuščen umetniku. Hkrati mu je pa vzeti ta del v celoti. Tako da, če se pa vrnem k glavnim poudarke, pa to, pač nek horizont, kam hočemo iti, ne. Jaz mislim, ok, zdaj se borimo, ker se borimo, ampak horizont je pa vsekakor to, ne,
Seveda kompenzacija, ampak oboje hočemo, jaz hočem in pozivam, da vsi hočemo, pač in kompenzacijo v smislu, da imamo neko polno varnost za delavsko in tudi pač nadzor, seveda nikoli ni možno, da imaš sam nadziraš v celoti, ne, se pravi ne kolektivni nadzor, ampak neko soodločanje nad delovnim procesom. Hkrati pa, da to ne bi bilo definirano kot redna zaposlitev ali mezdno delovno razmerje. Jaz nimam nič proti redni zaposlitvi, se pravi, jaz bi imel z veseljem redno zaposlitev. Mezdno delo pa ja, mislim, mezdno delo pa v sami definiciji pač predpostavlja to, da izgubiš nadzor nad delovno silo, ne? Se pravi, tisti, ki ti daje mezdo, dobi nadzor nad delovno silo in ti jo moraš pač trošiti tako, kot ti jo po navodilih delodajalca. A je to, ta paralela bi samo v šali pol vzdržala, da s tem, ko se za materialne pravice odpoveš avtorskim deloma, a ta paralela ne velja? Prosti, zdaj še enkrat. Ne, v vsaki pogodbi za umetniško delo ali pa neko kulturno delo pač je honorar, je pač materialno nadomestilo za avtorske pravice, ki se jim za določen čas, prostor, jezik odpoveš. Ne, se glih te pogodbe v bistvu, ja. Ja. Okay. Materialne prodaš, vse tem je problem. To je problem. Se opravičujem, avtorske obdržiš, ja. Ne moreš pa istega dela pač ne, prodati dvakrat, če si podpisal, da je... Ja, sej, ampak ne v tistem obdobju, za katerega si podpisala. Ja, kar nas pripelje, ne, do vprašanja, kdo se zaveda, kaj podpisuje, kadar podpisuje avtorsko pogodbo in koliko let, po domače rečeno, res izkoriščanja, ne bom bolj grde besede uporabila, mora miniti, zato da ti dejansko začneš brati avtorske pogodbe in se buckati za tiste posamezne člene, ne, za koliko let prodajaš te materialne pravice, za kjer jezik, recimo, če pišeš, ne, za kjero geografsko področje in tako naprej. In zdaj to ne za enkrat zasuk ne počne, v tem smislu, da bi nudil neke to vrstna izobraževanja, svetovanje posameznim kulturnim delavkam, delavcem. Zaenkrat ostaja bolj na tej, recimo, širši skupnosti ravni s temi prizadevanji za podpis kolektivne pogodbe z Ministrstvom za kulturo. Zdaj, ta pogodba naj bi prekarnim kulturnim delavkam zagotovila enake pravice in standarde, kot veljajo pač za zaposlene v javnih zavodih in agencijah. In me zanima, če se vam zdi, da glede na to, da sta oba tudi včlanjena v zasuk, tudi jaz sem, ali je to, ne bom rekla dovolj, ampak a je to način, ki saj kaže, če bo sprejeta ta pogodba, da lahko dejansko pač omeji ali celo prepreči končno izkoriščanje vseh outsourcanih, recimo tako, kulturnih delavk in delavcev. Kdor hoče. Ena kolektivna pogodba ne more vsega rešiti, ne more rešiti vseh problemov. Mislim pa, da če pa pride do podpisa te kolektivne pogodbe, da je pa to zgodovinski prelomni trenutek, zaradi tega, ker do zdaj vsi, ki so outsourcani, kolektivne pogodbe nimajo. Tudi drugi delavci. Naprimer, če bi se zgodila ta kolektivna pogodba, bi bilo to v Sloveniji pomembno tudi za platformne delavce, ne. Skratka, zato smo recimo tudi na zasuku, kdaj je bilo maja, pripeljali tudi tele švedske prevajalce in smo se z njimi pogovarjali, zaradi tega, ker oni so naprimer že uspeli izpogajati kolektivno pogodbo za prevajalce, ki so outsourcani, ne, ker na tem platformnem delu je zelo veliko prevajalcev, ne, tudi pa še ostalih, ne, tudi teh Uber voznikov in podobno, mislim Glovo in tako naprej, tam imamo Uber, tle je Glovo. No, skratka, tako da jaz mislim, da ta kolektivna pogodba bi nedvomno dala en jasen signal, da pač je delo treba plačevati, zaradi tega, ker problem v Sloveniji je ta, da
v bistvu zakonodaja do neke mere že omogoča plačevanje dela, ampak zaradi tega, ker to ni zagotovljeno s kolektivno pogodbo, se to ne izvaja. Ne? Imamo tisti famozni 82b člen ZUJIK-a, kjer piše, da mora vsakdo, ki kot zunanji izvajalec dela za neki javni zavod, biti plačan primerljivo, pa se to pač ne dogaja, ne glede na ta člen. Ne? Se pravi, kolektivna pogodba je pa bistveno bolj močna zaveza, ker če pač se kolektivna pogodba sklene, potem je to neki ne podpiše se kolektivna pogodba, tako ko se doda en brezvezni člen v zakon, kakor je to na kulturi izgleda. Tako da do neke mere, jaz mislim, da je to prvi korak, ni pa seveda edini in ne bo rešil vseh problemov. Zaradi tega, ker kolektivna pogodba se podpisuje za samozaposlene v kulturi in z dodatkom, se pravi z neko klauzulo, da ne bi te ista pravila veljala za enoosebne SP-je in podobne, ne zunanje izvajalce, ki delajo preko pogodb, podjemnih, avtorskih in podobno. Tako da to se mi zdi pomembno, ne? Ampak zdaj do neke mere je pa še zmeraj problem v tem, kako ti do statusa samozaposlenega prideš, ne? Kar jaz problematiziram v knjigi. Ti do statusa samozaposlenega prideš tako, da dokazuješ svojo izjemnost. Se pravi, ti nimaš, mislim, to je pač ta, ne vem kakva, grozljiva logika, ne. Se pravi, ti moraš najprej dokazati, da si izjemen, zato da bi potem imel pravico do plačila dela, da živiš tako, da imaš socialno zaščito in to je noro, ne. To je narobe svet. Zakaj to mora tako biti? Jaz vas vprašam, jaz mislim, da to je narobe. Predplačilo po pravice prispevkov je, kjer moraš ti dokazovati izjemnost, sam status pa ni tako težko dobiti. Tudi za sam status te morajo odobriti. Ne glede na to. Ja, je. Seveda je. Moraš pa dokazati izobrazbo, moraš dokazati, da si imel določeno količino, kako se reče, da deluješ na področju kulture. Če ne deluješ, ne more se moja mama prijaviti pa reči, da bo samozaposlena v kulturi, ne? Ne gre kar tako. Ampak anyway, mislim, to ni bistveno. Bistveno je to, se mi zdi pač, da ta status sam po sebi je pač zelo problematično definiran, ne samo za kulturnike, ampak tudi za vse ostale, tako kot je prej Teja omenila, ne, recimo za platformne delavce ali za vse te delavce, ki delajo pri Glovu, pri Uberju in podobno, ne, da so tretirani kot podjetja, v bistvu so pa del nekega delovnega procesa, ampak so pač outsourcani, ne, in tle, dokler mi te mistifikacije ne bomo prekinili in pač nehali o tem na ta način govoriti, se tudi stvari zelo težko spreminjajo, ampak, ne, kar se mi zdi ful pomembno je, da je Evropska unija do neke mere zdaj zamenjala ploščo, zaradi tega, ker pač vseh teh samostojnih podjetnikov več jim omogoča kolektivno pogajanje, zlasti kadar so v podrejenem položaju. In tukaj not pač padajo tudi kulturniki in to je ključno. In zaradi točno te evropske ne, to ni direktiva, to so samo navodila, ki niso toliko zavezujoča, ampak so pa pomembna. Ravno zaradi tega smo lahko pač na Ministrstvu za kulturo jih prepričali, da mi kolektivno pogodbo hočemo imeti. Ne? Tako, evo. Ja, skozi ti dajem mikrofon. Ja, mislim, hočem reči, odvisno, v katerem horizontu smo, ne, mislim, zdaj tukaj, kjer smo zdaj, je res nekako kar na dnu, no. V smislu, ne vem, v bistvu migrantski delavci, ki se jih res na vso moč izkorišča, ampak za njih je bolj samoumevno, da njihova velika šibkost v primeri recimo z ostalimi, ne, da tukaj, da pridajo na tuje področje, nimajo socialnih mrež in je zaradi tega vse težji. Ampak v primeri z nami, ne, so na boljšem v tem, da vsaj v načelu se seveda, mislim, velikrat se jih kar ne plača, ampak vsaj v načelu se razume, da načeloma bi se jih morali plačati, ne. Medtem ko, ne, mi smo pod tem, ker že tega načela ni, ne. Tako da, ja, mislim, se pravi, ta neka kolektivna pogodba ima potencial, mislim, da je res neka prva stvar, ne, ki bi jo rabili, da se bližamo iz dna k malo boljšim standardom.
Mislim, sploh ta tisto, kar, tako kot, mislim, da vsak prekarc vsaj čuti, če že ne ozavesti, to, da koliko si šibek, ne, če si samo eden, pa se pogajaš pač z večjimi entitetami, kot si ti. Ta neka nezmerna, vsaj jaz se tako čutim, no, vse je boljš kot to, no, že samo to, da si ustanoviš neko društvo, pa ste trije recimo, ni rešitev, ne, ampak je že lažje, ne, pa si vsaj nekaj deliš, ne vem, si vsaj nekaj lahko, malo deliš delo, pa se malo podpiraš drugega, pa imaš skupen račun, pa si malo prerazporediš. Hočem reči, vse, najslabše to pač, no, biti posameznik, ki se v relaciji z nekimi organizacijami, ki so veliko močnejše od tebe, ne, to je neka, ja, to je neka taka klaustrofobična pač pozicija, ki pa je zelo pogosta, nažalost, ne. In tako da, ja, to prebijanje, zdaj iz tega se mi zdi imperativ in ja, pač kolektivna pogodba se mi zdi v dani situaciji neka prva stvar, za katero se splača prizadevati. Teja, prosim. Ja. Hvala. Ja, v bistvu ravno to, kaj je seveda namen kolektivne pogodbe, to, da se ne bo potrebno vsakemu delavcu in delavki sami zase boriti, ampak zato, da se torej uveljavijo neke pravice, ki bodo potem veljale za vse. Ker seveda sami pač, ja, je zelo utrujajoče, je zelo naporno, če nas je pa več in se to nekako izbori in zapiše, potem pa pač je vsaj to prihranjeno. In zakaj je v bistvu to toliko zelo pomembno, mogoče ravno za kulturnike ali pa za pač umetnike, za te neke bolj svobodnjaške poklice? Zato, ker so si velikokrat lahko tudi konkurenca, iskreno rečeno, na trgu dela, ker seveda to lahko vodi v nek dumping, ker se potem vedno gleda, kdo bo znižal ceno, ker niso dogovorjeni honorarji, ker se, ne vem, mogoče strani naročnikov pričakuje nemogoče roke, ker ni urejeno, kdo plača material, stroške, kakor smo v bistvu pač že prej slišala, ne, pa iz teh anekdot. In je tukaj v bistvu cel kup nekih pač področij, ki jih bi bilo smiselno torej urediti. In to, kar je Katja prej govorila, torej te smernice Evropske komisije v bistvu predstavljajo pravno podlago, da se to uredi. Ker dajmo ne pozabiti, veliko kulturnikov ali pa pač ja, tudi freelancerjev, kogarkoli že, so samostojni podjetniki. In ko si ti samostojni podjetnik, si nekako v dvojni vlogi, ker si hkrati delodajalec in si hkrati tudi delavec, ker si samostojni podjetnik. In so bile težke debate v bistvu, ali si torej delavec, ali si delodajalec, hkrati si oboje. In zato sploh ni bilo tako samoumevno, da se torej samostojni podjetniki lahko povežejo prvič v sindikat in da se lahko kolektivno pogajajo. Torej v bistvu neka pravica do organiziranja, do kolektivnih pogajanj, ki torej velja za vse ostale delavke, jim je bila kršena oziroma jim v mnogih državah še vedno je. In tudi ja, konkretno s platformnimi delavci, konkretno mi smo delali z delodajalci, Volt in Glovo v Sloveniji, oni ne priznavajo pač sindikata platformnih delavcev in se ne želijo z njim pogajati. In zato je bilo to v bistvu pač pomenilo, da je Evropska komisija torej ja, ni tega sprejela v direktivi, ampak pač podala torej te smernice, kjer jasno obrazloži, da se lahko tudi torej enoosebni samostojni podjetniki lahko združujejo in se lahko pač kolektivno pogajajo. Tako da ja, jaz se strinjam, da pač kolektivna pogodba bo nekaj revolucionarnega. Po mojem mnenju ne bo rešila outsourcinga, sicer zdaj ne vem več tako podrobno, kaj vse bo naslavljala, ampak bo po mojem predvsem omogoča neko širšo veljavo nekih pravic, ki jih sedaj imajo redno zaposleni. To pa ne pomeni, da bodo vsi kulturni delavci in delavke, da bodo kar naenkrat redno zaposleni. Ne, mogoče bodo pač še vedno ostajali samostojni, avtonomni tudi s tem, ker je to nekaterim mogoče celo bolj pomembno, ampak bo pa torej jim priznavala neke pravice, ki izhajajo iz tistih, ki so morda redno zaposleni v javnih zavodih, recimo na področju kulture. Odvisno se seveda od tega, kako se bo pač dogovorili te člene, ampak se strinjam, v bistvu pač evropski kontekst s temi smernicami je zelo podprl ta vrata, mislim pa, da tudi trenutna družbena politična situacija v Sloveniji, predvsem zaradi zasuka in morda naklonjenosti tokrajšnjega ministrstva za kulturo, v bistvu predstavlja zelo velik potencial, da se to končno uredi na malo bolj sistemski ravni.
Ta pogodba seveda še ni sprejeta. Upamo, da bo v obliki, ki bo dejansko lahko te reči, ki ste jih izpostavili, naslovila in tudi rešila. Medtem recimo na ravni društev, ne, ali pa zvez društev, na ravni panog, obstajajo recimo vsaj pač prvič možnost povezovanja, izmenjave informacij in druga so tarifniki priporočenih honorarjev, ne. In to so čudovita orodja. Zdaj problem, ki ga jaz zmeraj znova vidim, je ta, da ti lahko si izpogajaš te honorarje, ki so priporočeni, kadar imaš tudi za sabo že neke delovne izkušnje, nek kulturni kapital, ne. Kot rečeno, traja, da sploh prideš do informacije, recimo, moraš biti lep čas v branži na nek način, da izveš, da obstajajo taka orodja, kot so recimo tarifniki, agencije za kolektivno varovanje avtorskih pravic, malih avtorskih pravic in tako naprej, ne. In se mi zdi, znova in znova se pokaže ta problem, prvič pač veliko slabše pogajalske moči in izhodišč tistih, ki začenjajo na področju delovati, predvsem mlajših, in drugi je ta pretočnost pravzaprav informacij med recimo starejšo, mlajšo ali pa izkušenejšimi in manj izkušenimi. In zdaj, kot rečeno, do neke mere, saj na ravni nekega društvenega povezovanja to obstaja. Tudi sindikat služi tudi temu, ne, za suk. Ampak glede na to, da sta v bistvu oba, pravzaprav vsi trije, ne, ste tudi veliko izobražujete, ne, ti Teja znotraj Mladi plus sindikata si veliko izobraževala in verjamem, da še zdaj. Ti predavaš, ti učiš tudi in me zanima, če se vam zdi, da saj ta problem, če bi ga saj deloma naslovilo in rešilo pač vključevanje v bistvu vprašanja delavskih pravic umetnic, umetnikov, kulturnih delavk, delavcev in pa socialnih pravic v sam proces izobraževanja, se pravi na akademijah, in tako naprej. Vem, da določene fakultete, saj na severu Evrope, že imajo v predmetniku, kako, ne, preživeti na trgu umetnostnem. Tega pa ne vem. Prosim, kdor hoče. Mislim, jaz takoj podpišem, ne, da to je treba dati ne samo vsako šolo. Meni je recimo zdaj bil zelo fascinanten en primer, mogoče tudi vidva vesta za to, v Kaliforniji so zaradi tega izkoriščanja otroškega dela zdaj sprejeli nov zakon, kjer bo do vseh šolah učili učence o delavskih pravicah, o sindikalnem organiziranju in tako naprej, ne. Tako da osnovnih, mislim, da osnovnih šolah, če sem si jaz to prav zapomnila. In na primer to bi jaz uvedla tudi pri nas, ker v osnovne šole že takoj, da se ve, kje smo in kam gremo. Umetniške šole bi pa ja, izpostavo naredila za to, ne. Prvič, eno izpostavo za to, da tisto, kar bojo delali tam, ko bojo ustvarjali, bojo, da je delo. Drugo pa potem, da se ne, mislim, tako da ja, jaz mislim, da absolutno izobraževalne inštitucije imajo pomembno vlogo in da v bistvu pravzaprav so delno sokrive in so del sistemskega problema tega, da umetnost ni razumljena kot delo in da umetniki sebe ne percipirajo, zato ker to, kar ti praviš, ja, tudi na našem faksu imajo, kako preživeti na trgu, kako. Ja, tako da narediš startup, pa da si podjetnik, pa ti prodajajo take in drugačne oslarije, ne. Recimo, pol pa pač, ko pridejo študenti k meni, pa še kaj drugega zvejo. Prečo, zakaj pa mi nismo zvedeli, da glasbeniki se pa lahko sindikalizirajo? Sem rekla, ja, no, evo, ne, mislim tako. Tako da tudi te predmeti, ki so, kako preživeti na trgu, so ponovadi napisani na to oziroma izvajani z nekimi idejami tržne logike, podjetništva in tako naprej, ki v bistvu skozi pregledujejo, da ti da ta kapital, ki ga nek podjetnik ima zato, da ne bi preživel na trgu, ga večina teh umetnikov nima. Ja, jaz zdaj pomislim, oprosti, Teja, kar izvoli. Izvoli. Ne, se lahko ti, po želji.
Hotela začeti. Okay, no. Ja, v bistvu na sindikatu Mladi Plus, res, to je bil eden izmed naših največjih fokusov, oziroma pač seveda še vedno je za sindikat, jaz ne morem več tega direktno delati, ampak ja, mi smo se zelo trudili prodreti v šole. In to je bilo na začetku zelo težko, ker ko ti prideš do nekih osnovnih, srednjih šol, pa tudi do fakultet in rečeš, da bi ti govoril o sindikalizmu, nekako družbena percepcija ali pa profesorjev, ni nujno, da so vsi zelo, zelo odprti do tega, ne? Ker so sindikati velikrat v bistvu še vse nekako videni drugače ali pa obstajajo različni miti. In smo se v bistvu več let trudili in zdaj lahko pač povem, da imamo z ogromno šolami praktično po celi Sloveniji vzpostavljena redna sodelovanja in da vsako leto mi pridemo do več kot tisoče in tisoče mladih in jih točno to izobražujemo. In če smo na začetku v bistvu zdaj smo sploh lahko prišli do šol, predstavili, ja, mi bomo torej mlade poskušali izobraziti o tem, kako vstopati na trg dela in predstaviti to. Ja, so mogoče res malo bolj pričakovali, da jih bomo učili, kako pisati CV ali pa kako se predstaviti na razgovorih, ampak v bistvu ja, kar pač v bistvu mi počnemo prek naših izobraževanj oziroma Mladi Plus, je točno to, predstavitev delavskih in socialnih pravic. In to je relevantno za vse sektore in za vse mlade. Torej v bistvu sploh, kaj so različne oblike dela, ker v Sloveniji obstaja toliko različnih oblik dela, da imamo avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo, študentsko pogodbo, pogodbo o zaposlitvi seveda, potem je osebno dopolnilno delo, potem je vajeništvo, potem je pripravništvo in je seveda odvisno, v kateri obliki dela delaš, od tega je seveda odvisno, kakšen obseg pravic imaš. Kaj torej to pomeni za tvoje prispevke, kaj pomeni za neke minimalne plače, ki obstajajo ali pa ne obstajajo, kaj pomeni, ja, seveda za prispevke, ki jih plačuješ državi, kaj je bolj obdavčen, avtorska ali podjemna pogodba, recimo take zelo praktične zadeve in pa seveda tudi neke najpogostejše kršitve, ki se pač pojavljajo in to je predvsem nadomeščanje rednih potreb po delu z ostalimi prekarnimi oblikami dela. Torej, po naši zakonodaji ni normalno, da ti rečejo, da moraš odpreti SP, če obstajajo elementi delovnega razmerja. In boste verjeli, v Sloveniji to danes govorijo natakarjem. Torej, tisto, kar sem prej govorila, da se prekarnost seli v vse sektorje, tudi natakarje, ker ne morejo mogoče več dobiti študentov in jih zdaj pa cilijo, da odpirajo svoje SP-je. Tako da, v bistvu pač ja, za Mladi Plus je bilo to izjemno pomembno in lahko rečem, da je bil narejen tukaj pač nek premik, ampak je v bistvu tudi že zelo stara naša zahteva, ker delamo z Ministrstvom za izobraževanje in tudi z Ministrstvom za delo, ravno to, da se to uredi v šolski kurikulum na sistemski ravni, torej da bodo vsi mladi mogli čez to, ne samo tisti, ki jih pač lahko mi pokrijemo preko določenih projektov. In kar se je delno izboljšalo na tem področju je, da imajo sedaj v srednjih šolah prenovljen predmet aktivnega državljanstva, kjer so torej tudi določene vsebine namenjene torej točno integraciji na trg dela in potem v bistvu lahko šole izbirajo različne ponudnike, ki torej izvajajo te vsebine. In torej sindikat Mladi Plus je eden izmed teh ponudnikov, ki torej to izvajamo popolnoma brezplačno za šole in gremo torej tja in resnično pač po celi Sloveniji, tudi če pač ja, samo za 5 ur ali pa kaj takega, vsaj te mladi, ko bodo torej čez nekaj let vstopili, bodo mogoče povezali kakšne informacije, ki so dobili in ne bodo toliko zlahka bili izkoriščeni, kakor pač velikrat so. Ja, jaz se zdaj spomnim enega pogovora z ravnateljico, ki je bila ravnateljica hkrati, no, ne vem, je še, gimnazije in srednje lesarske šole, se mi zdi. In ona, ja, pa mislim, med drugim je omenila pač, ja, dijaki, ne, res težko je pač, ko prideš enkrat na trg, in zato je ona pač uvedla osnove podjetništva, da jim bo pomagala, ne. Ampak ja, ta osnove podjetja je glih to, ne, o čemer govorimo, del problema, pač ta ideologija, da si podjetnik, ne, čeprav si v resnici delavec, ne glede na pravno obliko. Tako ja, vsekakor take pobude so po moje dobrodošle, ampak če bi šel še en korak nazaj, v bistvu bi sploh samo razrednost, temo razrednosti, to je cela ideologija in njo tudi šolski sistem pač prikriva razrednost, ne, kot da ne živimo v razredni družbi, kot da smo pač neki enakopravni državljani oziroma pripadniki družbe.
Tako, no, potem bi šel še en korak nazaj. In mislim, ne, problem šolstva je že tak ta, da je, mislim, že v samem štartu ima šolstvo ta problem, da je učitelj tisti, ki pač se postavi kot nek vratar, ne, na poti do znanja in ocenjuje v bistvu, koliko dobro mu učenci vračajo nazaj tisto, kar je učitelj povedal. In hočem reči, in potem tudi sama šola, ne, ena glavnih nalog je to, da razvršča v bistvu, ne, kjer že ti pripravlja na to razredno segregacijo trga. Tako da, kar hočem reči, vsekakor v delavskih pravicah, ampak ja, vsaj v horizontu bi jaz mislim, da pač apeliram, no, da razmišljamo o tem, da je sama ta dejstvo razrednosti ena najbolj pomembnih funkcij družbe je reprodukcija, razredna reprodukcija. Ne, cela družba se vrti okrog tega in te delavske pravice so, ne, to je tudi to, kar sem tukaj skiciral, je znotraj te reprodukcije. In treba se boriti za pravice tukaj in zdaj in če smo pač kulturne delavke, potem se je treba boriti mogoče najprej res za to kolektivno pogodbo, ampak dajmo misliti tudi na horizont tega, da se pravi, mislim tega zavedanja, da smo v razredni družbi in to, ne, da nimamo samo neke prirojene pravice do tega, da za neke poštene pogoje dela, ampak tudi do tega, da imamo nadzor, ne, nad soodločanje, nad lastno usodo. To bi bile lahko super zaključne besede. Mi zdaj govorimo že 1,5 ure. Jaz sem hotela imam še vprašanje, ampak bi res mogoče dala mikrofon okoli najprej, dokler je še, kolikor toliko smo zbrani in pozorni, če kdo želi kaj povedati. Bom odgovorila na, ja, mislim, jaz bi si tudi želela, da bi bilo več prostora, da bi v knjigi razložila še to, ampak upam, da sem zadostkrat vsaj to poudarila, da ja, razpad Jugoslavije nedvomno ni krivda Jugoslavije, ampak da je to del večjega geopolitičnega problema in pravzaprav napada na socialistično idejo in tako naprej. Tako da navedla sem nekaj zanimivih virov, tako da lahko še naprej čitaš o tem, to mi je zelo žal, ampak ja, so pa zelo zanimive knjige, danes obstajajo natančno, na kak način se je ideja tržne logike v bistvu prenašala v jugoslovanski kontekst in tako naprej. Pri umetnosti sami pa jaz mislim, da je bil problem predvsem v tem, da si ti imel že takrat, preden se je, v bistvu v času med obema vojnama, ne, prvo in drugo svetovno, da si ti imel zelo različne poglede na to, kaj je umetnost in tudi recimo vpliv recimo konstruktivizma pa vseh teh avantgard, ki so bile na vzhodu, je bil zelo pomemben zaradi tega, ker tam se je pravzaprav poskušali demistificirati oziroma razsuti to meščansko idejo umetnosti, ne. In do tega razsutja, o tem zelo dobro piše Peter Bürger. Nažalost, mi tega nimamo prevedenega v slovenščino, to je knjiga Teorija avantgarde in on tam zelo konkretno poudari pač, da so te avantgarde zelo napadale to inštitucijo in predvsem z vidika avtorstva, publike in tako naprej, ne, ampak ti napadi so bili lokalizirani, do neke mere so ponekod uspeli, ponekod ne. In zato je v bistvu tudi v Jugoslaviji, v bistvu to, kar pravim, da je socialistična institucija umetnosti, govorim o tem zato, ker so obstajale čist klasične tradicionalne inštitucije. 2 baleta v Sloveniji, pa ne vem, koliko jih je bilo po celi Jugoslaviji, opere, klasični dramski teater in podobno, ne, skratka, ampak
ob tem so pa obstajali kulturni domovi, kinoklubi, ne vem kaj, skratka, to in jaz mislim, da mi včasih razmišljamo o zgodovini, pa o teh procesih tako, kot da malo mi tlele napišemo, ne, 10 let gor ali pa dol, 10 let realnih. Jugoslavija je obstajala 45 let. V 45 letih ta Jugoslavija je ful veliko naredila. Ravno zaradi teh zunanjih pritiskov je pa v marsičem bila tudi onemogočena. In jaz mislim, da tudi ta zgodba o transformaciji kulturnih delavcev v samostojne podjetnice je del tega problema, da mi govorimo o 45 letih. To ni nič. Za narediti eno državo v po čist drugačnem smislu. In mislim, da je tle bilo veliko zastavkov za to, da bi tudi umetnost v družbi imela drugačno funkcijo, da so pa te tradicije, mislim, od 18. stoletja naprej umetnost velja za stvar avtorja, genija in podobno. Ne moreš ti to v 45 letih razsuti. Ja, Solidarnostna stavka, recimo. Jaz se strinjam, v bistvu s tem, kar je bilo zdaj nazadnje povedano, da ja, je seveda vprašanje, kako se lahko zagotovi torej ta varnost, ta stabilnost, a ne tudi torej za ljudi, ki bi bili svobodni. In ja, pogodba o zaposlitvi ni nič slabega, je nekaj dobrega in ni nič rigidnega. Tudi pogodbe o zaposlitvi so lahko zelo svobodne, a ne? Tako da res samo vprašanje, kako se to uredi. Je pa iskreno to po mojem možno samo z neko širšo spremembo sistema. In ta sistema, ta sprememba pa se po mojem mogoče malo navezuje na to, kar je bilo vprašano prej, kje je denar. Torej ja, sistema, ki torej bi v prvi vrsti skrbel za dobrobit ljudi in za neko redistribucijo, torej blagostanja, tega, kar je ustvarjeno. Zdaj pač seveda temu ni tako. Seveda, ja, ker smo omenjali Teslo, najbogatejši človek na svetu, ki enostavno noče sprejeti kolektivne pogodbe za svoje delavce. Dejstvo, da recimo plače so se v Evropski uniji, oziroma profiti so se povečevali v zadnjem letu 13-krat hitreje kot plače, torej tudi redno zaposlenih. Tako da v bistvu, ja, če hočemo v bistvu poskrbeti za vse delavce in pa potem seveda še torej za tiste velikrat nevidne, tiste prihranjene, moramo se začeti pogovarjati torej v bistvu o drugačni razporeditvi bogastva, ki je seveda edino možna z obdavčitvijo kapitala. Tako da to so neki konkretni koraki. Mogoče ja, res samo še glede Tesle, ker se tudi jaz zelo veliko v bistvu s tem ukvarjam vprašanjem. Torej ja, Elon Musk je pa pripeljal svoje podjetje na Švedsko in tam ne želi sprejeti kolektivne pogodbe. In moramo se zavedati, na Švedskem je sistem kolektivnih pogodb osnova. Oni nimajo nacionalne minimalne plače, oni nimajo delovskega zakona, kot ga imamo mi tukaj, ki bi opredeljeval osnovne pogoje dela, od dopusta, do plače, do urnikov, take stvari, ampak je v bistvu 88% celotnega delavstva pokritih s kolektivnimi pogodbami. In torej je enostavno nepredstavljivo, da neko podjetje ne bi imelo kolektivne pogodbe. Elon Musk seveda pravi, da se ne bo pogajal z delavci, ker ne. In zato so se seveda odzvali stavko, ki pa je res zelo široka stavka, ker tam poznajo ta sistem solidarnostnih stavk. In so se jim torej v bistvu pridružili mnogi delavci iz popolnoma drugih sektorjev tudi. Recimo zelo dober primer je poštni delavci, ki so se odločili, da ne bojo dostavljali tablic za Teslina vozila. Ampak to je šlo širše kot samo iz Švedske. Recimo delavci na Danskem, torej dock workers, tisti, ki delajo v pristaniščih, so se odločili, da ne bojo nalagali Teslinih vozil in ne bojo sploh prišla do Švedske. Komunala se je zdaj, v bistvu tisti, ki pobirajo smeti, so se odločili, da ne bojo prevzemali Teslinih smeti. In v bistvu ja, te solidarnostne akcije pomagajo res torej v bistvu tistim najbolj prizadetim delavcem, zato da se lahko bolj uspešno borijo. V Sloveniji, na žalost, nimamo takega sistema. Ne vem, če so solidarnostne stavke dovoljene, ker je v bistvu naš zakon o stavki zelo jasno opredeljuje, kako sklicati stavko, kaj so predpogoji, oblikovati stavkovni odbor in neke take stvari. Pri čemer pa po mojem se vedno znajo najti neke kreativne metode spodbujanja stavk tako in drugače. Tako da ja, mogoče bi se dalo tudi v Sloveniji. Ampak res mislim, da to, kar je bilo tudi prej Julij rekel, to je vse seveda plod neke širše zavesti torej delavskega razreda. In tukaj enostavno moramo preseči
te neke delitve na take delavce in na drugačne delavce in na mlade in na starejše in v javnem sektorju in v zasebnem sektorju ali pa ne vem, na naše in migrantske delavce. Na koncu pač ja, res pride samo do tega, da smo pač vse delavke in delavci in da si pač ja, zaslužimo torej neke osnovne delavske pravice in neko varnost in seveda ja, s tem tudi nek nadzor in soodločanje v tem procesu. In mislim, da ko se bo začelo to bolj krepiti, potem pač bomo vsi v bistvu močnejši in bo tudi zaradi tega toliko težje izigravati ene napram drugim, ker točno to se praktično vsak dan dogaja. Tako da ja, z delavsko zavestjo naprej tudi v novo leto, če zaključujemo počasi. Ploskamo ti tlele, navdušeni smo. Super. To so bile pa res idealne, zaključne, spodbudne besede. Potem pa še formalna hvala vsem za komentarje, za to, da ste prišli in da dajmo nadaljevati brez mikrofonov. Tako, hvala. Lepo se imate.